Ok. Furry convention? Jaz bi malo več informacij želel o tem slišati. Kako to izgleda, ja. Ok, furry conventioni so, mislim, da precej popularni, sploh v zadnjem času, sploh po COVID-u so eksplodirali, ker je pač folk bojit v javnost. COVID did a lot for the fandom, Furry conventioni so pač tako, kot bi rekel, anime conventioni, ki jih zelo dobro poznate. Conspace, full folka, merch, delavnice, paneli, have fun. Vse to. Ja. S tem, da furry conventioni imajo to razliko, da furry conventioni so zmeri full daljši od enega dneva. Čakaj, kaj? Furry conventioni so ponovadi kot 3, 4, 5 dni. Kar je mogoče normalno za mednarodne konvencije. Čeprav tudi mednarodne so tako maksimalno 3 dni. 3 dni, razen če gre za Anime Expo, Japan, dejansko take, ki imajo 100,000 obiskovalcev in več, potem so mogoče raztegnjeni na več. Če si 12 še gledaš kaj... Kakšen Anime Night ali pa kakšen tiste konekone. Ja, ko govorimo v obsegu obiskovalcev med 5,000 pa 20,000, potem se jim niti ne splača 5 dni nekaj organizirati, ker to je potem pač že precejšen denarni vložek, ki ga ne dobiš ni return on investment. Ne, zato je smiselno, ampak še vedno imam vtis, da so te furry conventioni še nad tem povprečjem. Glede na število udeležencev sploh? Mislim, število udeležencev je zdaj zelo odvisno. Največji furry convention v Evropi trenutno mislim, da je NFC, Nordic Fastcon, ki ima, mislim, da je bilo letos 3800-iš. Kje? Švedska. Švedska? Ja. Nisi rekel IF? Ne, NFC. NFC, ja. Mislim, da je bilo plus minus 3800 obiskovalcev. In to traja potem koliko časa? In je bil pač, mislim, da bi 4 dni plus, ponovadi prideš en dan prej, pa en dan kasneje greš, zato da se lahko miru nastojiš. Cel teden, basically. Ja, cel teden, ja. Pa verjetno je dovolj hladno tam gor, ne, da... Nikoli. Samo se en manj zašvičaš, ne kot... Zelo pogosto, da če je ful mraz zunaj, boš še zmeri za Švico, ampak pa boš zmrznul. Še slabš potem v bistvu. Kako pa izgleda sam program? Je tudi recimo vibe celotne konvencije podoben anime, ker je vsako uro mogoče različni paneli, delavnice, ali gre to mogoče bolj za neke, ne rečem, skupinske programe? To je zelo odvisno od tipa kona. Eni konvenčni so taki, da so bolj na relax, da greš tam malo chill with friends, pa te fore. Eni koni so bolj za party. In se mi zdi, da v Evropi sploh je pa večina konvenčnov, temu mi rečemo panel convention, kjer se pač, točno to, so neke delavnice, so neke aktivnosti, ki se dogaja čez dan. Malo hangaš, malo greš kakšno stvar pogledat. Glih tako imamo dealers den, glih tako imamo nek artist alley. Dealers den? Ja, tako kot recimo na anime conventionu imaš pač nek plac, kjer ljudje prodajo merch in tako naprej. Temu se reče dealers. Temu se reče dealers den. Ne, prvi sem pa jaz slišal. Dealers den, bazar, stojnice. Ja, tako, mene je bolj to, kako sploh vidite pa slišite skozi vse te maske, ker nikoli še nisem nobenega furryja videl brez maske na conventionu. To je like, koda, no go. It's simple, you don't. Pač imel v glavi, kakor da bi imel slušalke gor. Dobesedno, kaj ti pena stiska. Mal.